Dober dan. Vitamin D. Trenutno verjetno eden izmed bolj priljubljenih prehranskih dodatkov, ki ga eni promovirajo v ful velikih količinah, eni ga promovirajo v ful malih količinah, eni ga pa sploh ne promovirajo oziroma govorijo, da ni noben čudež, ki se je zgodil človeštvu. So pa bolj tudi še taki, ko govorijo, da ga lahko z soncem sintetiziramo dovolj in ne rabimo ga dodajati v prehrano. Še ena mogoče celo malo bolj popularna tema glede vitamina D je pa v bistvu to, a ga lahko dobimo dovolj tudi po zimi oziroma na meglen dan oziroma pač ko smo na nekem delu zemlje, kjer je manj sonca skozi celotno leto oziroma še posebej zdaj po zimi. In danes bomo govorili točno o tem. Na začetku bi se rad zahvalil še svojim Patreon podpornikom, ki za svojo podporo pomagajo, da se moj kanal razvija v to smer, ko se razvija. Pa seveda tudi vsem ostalim, ko za svojimi lajki, komentarji pa delitvami skrbijo, da mogoče moj kanal tudi malo bolj raste. Se mi zdi, da velikokrat nastane malo zmede, ko gledamo neke parametre oziroma govorimo o tem, kako količino imajo določene populacije na svetu oziroma celotna svetovna populacija po zimi, pa kakšne koncentracije ga imajo naprimer poleti oziroma nasploh čez leto. Tu se mi zdi tudi super, da kar tako izpostavim raziskavo, ko je bila narejena na slovenski populaciji, sem jo lansko leto tudi obdelal v svojem blogu, se bo zdaj tule gor pojavilo, pa opis bom delil, če koga zanima, si lahko gre pogledati, kako pa na slovenski populaciji pač niha nivo vitamina D v telesu čez leto. Zdaj pa, ker ponavadi raziskave kažejo, da imamo po zimi manj vitamina D v telesu, oziroma so pač naši nivoji ne glih najbolj optimalni, pol veliko kdo zaključi, da verjetno to pomeni, da se pač po zimi ne sintetizira dosti vitamina D s pomočjo sonca. Zdaj, preden se spustimo v študijo, da bo vse čist malo bolj jasno, o čem govorim, se bo zdaj tule gor pokazali sam parametri, pa kao v bistvu, kjera količina pomeni. Eni govorijo v nanomolih na liter, eni pa v nanogramih na mililiter, se mi zdi, teda tu se malo razlikujejo. Konverzija je pa v bistvu 2,5-kratna. Se pravi, če bi imeli naprimer 100 nanogramov na mililiter, je to v bistvu 250 nanomolov na liter. Zdaj pa ni bil moj namen, da bi zdaj to študijo šel skozi pa pojel, koliko so imeli ljudi, pa koliko so imeli izpostavljeno sonce, pa koliko procentov kože. Hotel sem sam pogledati, kaj so dejansko zaključili. Jaz sem študijo pregledal. Pri študiji mi je dejansko bil najbolj všeč zaključek raziskovalcev. Zaključili so, da je bilo sonce skozi celotno leto nek ključen vir za sintezo vitamina D, predvsem pa to zaradi tega, ker je bilo pomanjkanje vitamina D v prehrani pač ful opazno pri celotni populaciji v Angliji. Predvsem se je pokazalo, da so belci imeli tudi po zimi bolj optimalne nivoje vitamina D, kot pa naprimer Azijci, to pa predvsem zaradi tega, ker so že skozi celotno leto se bolj izpostavljali soncu. Zdaj, študija je bila narejena v Angliji, v študiji so pa pregledovali belce, pa Azijce, pa ljudi, ki so imeli od tetih pol neke kožne težave, da so pač naprimer zaradi tega se dejansko da jim je bilo priporočeno, da se manj nastavljajo soncu, tudi že čez celotno leto, ne samo po zimi. In pokazalo se je v bistvu to, oziroma so oni zaključili, da je čez celotno leto, tudi po zimi, bil sonce eden izmed glavnih virov za sintezo vitamina D. Predvsem se je to kazalo pri belcih, najslabše nivoje so imeli pa naprimer po zimi Azijci. V študiji so priporočali tudi to, da ne glede na to, a imaš ti poleti neko zadostno izpostavljenost soncu, tudi takrat priporočajo določen vnos vitamina D, predvsem Azijcom, zaradi tega, ker se pol vidi, da jim pač po zimi, ker se ne nastavljajo toliko soncu, imajo res pač pomanjkanje vitamina D. Kaj lahko dejansko potegnemo iz njihovega zaključka? Prva stvar je, kar verjetno že večina od vas ve, da mora biti celoletna izpostavljenost soncu zadostna. To sicer ne pomeni, da moramo zdaj mi si zažgati kožo poleti zaradi tega, ker tudi to ni najbolj zdravo, ampak da moramo pač biti izpostavljeni na soncu optimalen čas, pa mogoče malo gledamo, kjer del dneva, še posebej, če smo bolj občutljivi na sonce. Druga stvar je tudi to, da naprimer ta raziskava sicer po mojem mnenju ni pokazala, da je vitamin D oziroma sinteza vitamina D po zimi zadostna, da bi lahko rekli, da pač ne rabimo imeti nobenega prehranskega dodatka. Pokazala je sicer, v raziskavi se je pokazalo, bo se tule zdaj tudi izpisalo, da je bilo sonce eden izmed večjih virov oziroma pomembnejših virov sinteze vitamina D tudi po zimi, ampak to po mojem mnenju ne pomeni, da je sonce zadostni vir. To samo v njihovem primeru, ko so že ga iz prehrane premalo našli, pa niso imeli prehranskega dodatka, se je pokazalo, da
očitno se lahko po zimi tudi vitamin D sintetizira v določeni količini. Zdaj, tretja stvar, kar je pokazala študija, je tudi to, da je sinteza vitamina D močno povezana z količino melanina v koži. Četrta stvar, kar je pa pokazala študija, pa jaz osebno mislim, da je to, da ne glede na to, kje smo se rodili, nasploh kakšne gene imamo, koliko imamo melanina, kako smo občutljivi na sonce, v vsakem primeru je verjetno potrebno po zimi še vedno neko dodajanje vitamina D skozi prehrano povečati ali pa kot prehranski dodatek. Še posebej, če nisi res čez celotno leto na soncu pač res skozi. Zadnja stvar, ki bi jo jaz sam dodal, je pa to, da je po moje najbolj optimalno, da se na vsake 3 do 4 mesece testiramo. Na tak način bomo najboljše ugotovili nivoje vitamina D v našem telesu. Zaradi tega, ker za ene, tako sem prej na začetku rekel, eni priporočajo ful velike količine, eni priporočajo ful male količine vitamina D, pač kot prehranski dodatek. Zdaj pa, če imaš ti, ne vem, 25 molov na liter oziroma nanomolov na liter, pa boš ti suplementiral 1000 internacionalnih enot na dan, se ti, na primer, nivo skoraj nič ne bo dvignil, oziroma bo res dolgo rabilo, da bo prišel do nekega optimalnega nivoja, ko je tam nad 125 molov, a ne. In če si mi gremo to testirati, bomo točno vedeli, kako je naše začetno stanje, pa pol suplementiramo, ne vem, začnemo z 5 ali pa z 10 tisočimi enotami na dan, delamo to 1 ali pa 2 meseca, se gremo spet testirati, vidimo, za koliko se je izboljšalo stanje. Ok, pol bomo videli, toliko pa toliko se je izboljšalo, bomo zmanjšali količino, povečali količino, da prijemo do želenega cilja. To se mi zdi v primeru vitamina D, tako v primeru drugih prehranskih dodatkov tudi določenih, ključna stvar za suplementacijo vitamina D. Ok, zdaj pa prej, da zaključim. To je bil zdaj ful hiter pregled, nismo niti se ful poglabljali v študijo, samo na hitro smo si pogledali, kaj bi lahko iz študije potegnali. Itak so tule grsko sleteli zraven izseki študije. Zdaj si pa še poglejmo, zakaj je pa v bistvu izpostavljenost soncu tudi po zimi pomembna in kaj kažejo raziskave, kakšne poti še aktivira pač sončna svetloba nasploh. Prva stvar je na primer zaščita pred rakom oziroma pred rakavim obolenjem raka na koži. Zdaj, to je mogoče čudno, ker vsi rečejo, ja, jaz bi mogel iti dol iz sonca zato, oziroma ne smemo se preveč sonca nastavljati, da ne bomo dobili raka. Ja, ampak če pogledamo statistiko, je v zadnjih, ne vem, 5 letih ful narasla količina ljudi, ki so se začeli mazati z nekimi sončnimi kremami oziroma z nekimi ful močnimi faktorji, ampak hkrati se je incidenca za kožnega raka povišala. Zdaj, kaj to pomeni? To verjetno ne pomeni, da sončne kreme pa ne delujejo. To samo pomeni, da verjetno, če se kdo ful maže, pa se določeno število ur ali pa minut pozabi, bo verjetno bolj občutljiv zaradi tega, ker to je tako, da bi rekli, mi gremo na trening, naredimo neko vadbo, imamo muskelfiber, se naše telo prilagodi, naslednjič bo ta vadba lažja, zato ker smo se prilagodili. Če se zdaj mi z sončno kremo namažemo, pa gremo na sonce, se naša koža ne bo prilagodila na une žarke, zaradi tega, ker bo zaščitena. In pol bomo parkrat se pa pozabili namazati, pa bomo preveč izpostavljeni na soncu ob nepravem delu dneva, bomo pa lažje dobili kožnega raka. Dejansko se tudi v enih parih študijah kaže, da ljudje, ko so že imeli rakavo obolenje, pač kožnega raka zaradi sonca, če so povečali svojo izpostavljenost soncu za določen čas, se je incidenca umrljivosti pri takih posameznikih dejansko zmanjšala. Kaže se tudi, da je na primer rak se pojavil na tistih delih kože, ki so bili dejansko zaščiteni proti soncu, pač ki so bili ponavadi pokriti. Tako da, treba je paziti, da se itak ne izpostavljamo preveč, pa ob nepravem času soncu, ampak moramo se izpostavljati soncu, če hočemo pač, da je naša koža odporna na določene valovne dolžine svetlobe. Kaže se tudi, na primer, kar je ful zanimivo, predvsem je to povezano z vitaminom D, ampak dejansko se kaže, da je manj, ko si izpostavljen čez leto soncu, večja je možnost za nek metabolni sindrom. Predvsem se kaže zelo močna povezava z diabetesom tipa 2 oziroma z nasploh metabolizmom glukoze. Študije kažejo tudi na primer to, da se kaže močna povezava z ljudmi, na primer, ko živijo malo više in so malo bolj izpostavljeni nevarnim valovnim dolžinam svetlobe čez celo leto, imajo dejansko manjše možnosti za razvoj hipertenzije. Zdaj, to je mogoče lahko tudi povezano kaj z malo večjo gostoto krvi ali pa karkoli takega, ampak kaže se močna povezanost tudi z sončno svetlobo. Izpostavljenost sonca je na primer povezana tudi z razvojem revmatoidnega artritisa. Kaže se v raziskavah, da ljudje, ko so več izpostavljeni soncu čez celotno leto, imajo manjšo pojavnost revmatoidnega artritisa v starejšem obdobju. Kaže se tudi močna povezanost vitamina D, kar je itak pogojeno z sončnimi žarki in določenimi avtoimunimi obolenji.
Seveda pa ne smem pozabiti na regulacijo cirkadianega ritma. Se pravi, čim več svetlobe, čim prej zjutraj, ko lahko dobiš, pa čim manj svetlobe zvečer oziroma svetloba zvečer ob pravem času. Zdaj, cirkadiani ritem nadzoruje pa dejansko 99% procesov, ko se dogajajo v našem telesu. Nadzoruje izpust melatonina, izpust kortizola, izpust serotonina, izpust dopamina, aktivacijo vagusnega živca, celjenje ran. Pač ne bom sploh naštel zaradi tega, ker sem tokrat že govoril o cirkadianem ritmu, da sem že včasih sam sebi siten. Ok, zdaj na koncu pa sam še to, ne bom nič govoril, tule gor bom sam prelepo slike, pa če hočeš, si zaustavi pa preberi. To so pa poti encimske, na katere sonce vpliva direktno. Evo, to je v bistvu to. Danes je bilo malo krajš, nisem se nekaj ful globoko spuščal v študijo, sam zaključke smo si pogledali. Upam, da ste odnesli pač najpomembnejše sporočilo, ki je, da je potrebno se nastavljati soncu skozi celotno leto, kolikor se le da, in da to ni samo dobro, ampak da je verjetno nujno. Pomembno je tako, da izpostavimo čim več površine kože, kolikor se le da. Zdaj, če je po zimi pač -16, pač se ne izpostavljaš kože, se posebej, če nisi navajen na mraz, mogoče si daš rokavice dol za 5 minut ali pa 10 minut vsak dan, boš že nekaj naredil, ker boš pa, ne vem, mogoče 5% kože izpostavil soncu, kar nekaj je. Še vseeno, po zimi je verjetno za večino populacije potrebno jemanje nekega vitamin D dodatka. In zdaj, tako je tu študija pokazala, s tem, ko bomo povečali izpostavljeno soncu skozi celotno leto, bomo verjetno poskrbeli tudi, da bojo nivoji po zimi v bolj optimalnih ravneh. Seveda pa bomo čez celotno leto, ko bomo izpostavljeni soncu pravi čas, poskrbeli tudi za najpomembnejšo stvar, in to je cirkadiani ritem. To je to. Hvala za ogled, če ti je bil video zanimiv, ga lajki, deli, priporoči prijateljem. A ja, pa še to ne smem pozabiti, do konca januarja je moja e-knjiga znižana za 30%, pa ob nakupu e-knjige dobite še zraven zastonj skoraj 4 ure predavanj, ko sem jih imel na Zoomu, ko sem govoril o spancu, o nižanju stresa, o prehrani pa o fizični aktivnosti. To je pa to za danes. Fajn bote zdravi, pa se vidimo v naslednjem videu.